osrednji namen socialnega tedna, ki ga lahko spremljate tudi preko interneta, po spletu, je krepiti slovensko civilno družbo in odgovorno državljanstvo vsakega človeka, predvsem glede vrednot osebne odgovornosti, solidarnosti, skupnega dobrega. To je malo provokativen naslov, kdo daje, kdo prejema. In s tem se dotikamo pravzaprav našega sobivanja, vseh nas, sodelovanja, solidarnosti med generacijami. Izhajamo seveda prav iz tega, da se mnogokrat ljudje počutijo izkoriščane v teh odnosih, da večinoma mislimo, da več dajemo. Ampak mi smo ugotovili, da vsi dajemo in vsi prejemamo. Da se jih samo treba naučiti prepoznavati, da bomo tudi vedeli, kako in kaj tudi jaz, tudi mi prejemamo. No pa vendar tudi v družini je tako, vsi dajemo in vsi prejemamo. Ne gre le za materialno. Gre seveda tudi, nekaj se da zračunati. So stvari, ki so res enostavno, da izračunamo, koliko nekdo daje. Ampak tu so mnogi drugi darovi v teh naših odnosih. Če se bomo potrudili in šli globje, bomo lahko jasno videli, odkrili, občutili, začutili, spoznali in potem tudi gojili to, kako dragoceni so ti naši medgeneracijski odnosi. Samo odločiti se je treba, kar pa seveda pri tem sodelovanju ni enostavno. Midva z mojim možem, z Milanom, sva doživela vrsto teh različnih odnosov. Živeli smo več kot 24 let v skupnem gospodinjstvu z njegovimi starši oziroma potem kasneje z mamo v istem gospodinjstvu. Tako da tudi v tem smislu bomo lahko kakšno vaše mnenje še lahko slišali. Pomembno torej je samo to, da se odločimo. Seveda to zahteva več občutka za drugega, neko temeljno spoštovanje, zahteva več prilagajanja, več pogovora, tudi nekega poguma za sožitje na dolgi rok, ne samo na kratki rok. Več je absolutno, če skupaj delamo. Seveda ne gre le za to lepo sožitje, ki je tudi tukaj na tem panoju, tudi plakat je tak na vratih in tudi besedilo v letakih lahko preberete. Ni samo ta lepa vez med otroki in starostniki, ampak gre tudi za srednjo generacijo, ki je sredi največje moči delovanja. Naj ne odpišejo starejših po eni strani, češ, pa dajte že mir, svoje ste naredili, ampak je po svoje dobro, počasi spoznaš tudi uporabiti njihovo modrost. In obratno, kako pomembno je, da tej močni generaciji odprto dopustimo pot, če so sposobni, pošteni ljudje, da prevzamejo različna, tudi odgovorna mesta. Konec koncev ne glede na starost. Zelo pomembno je, da ne omalovažujemo mladih. Saj vi nič ne razumete, saj vi nič ne veste. V zvezi s tem vam bom povedala neko anekdoto. Nekdo je napisal, kako ga skrbi današnja mladina. Res, kaj bo z nami, kakšna mladina, postala je grozna, pa nima nobenega spoštovanja, pa kako to, se jim ne more zaupati, ni dovolj delavnosti, niso sposobni, kaj bo. In a veste, kdaj je bilo to napisano? Več kot 200 let pred Kristusom. To lahko rečemo, torej v vseh obdobjih se včasih pomisleki pojavijo, kaj bo, kako bo, ko so te spremembe, te dileme v naših odnosih. Vsak je na svoj način posebej odgovoren za to, kaj daje, kako daje, ne samo kaj, ampak kako, da pokaže, kje smo, predvsem pa se to pokaže takrat, kje smo, ko otroci odhajajo,
ko gredo na samostojno novo pot, ko gredo na svoje, pa se poročijo. Seveda bi tukaj omenila, v vseh obdobjih naletimo pri starših določene vzorce odzivanja na otroke in to odzivanje je lahko zelo spodbudno, je lahko dobro, neka dobra podlaga za rast, lahko je pa tudi zaviralno, lahko je tudi problematično. Čeprav na splošno lahko rečemo, pa sej vsi starši želimo pomagati otroku, da bi odrasel. Ampak ni tako enostavno. Če izpostavim dve temeljni skrajnosti, ki jih dostikrat se o tem zadnje čase piše. Prva skrajnost je, da otrok je pač nekdo, ki naj uboga. Treba si vzeti čas, treba je postaviti pravila, treba je ga disciplinirati in bo delal tako, kot mi želimo. Lahko se zgodi, da takrat, ko se poda tak odrasel, mladi človek na svojo pot, da mora to prekvasiti, da se zave, da je pravzaprav on tisti, ki je zdaj na vrsti, da gre na svojo pot, na svoj način, lahko. Kar je na začetku ni tako enostavno. No, druga skrajnost, ki se mi pa zdi, da je pa sploh danes mnogokrat prisotna, je pa tista permisivna vzgoja, kjer mi otroka gledamo kot skrajno rahlega, ranljivega. To je ljubeče bitje, ki ga je treba na vse načine zaščititi in ga ščitimo tudi takrat, ko bi se lahko že postavil na lastne noge. In v Sloveniji ste najbrž vsi že brali, da smo na zelo visoko na lestvici, koliko časa so odrasli otroci skupaj s starši. In tudi ta misel, mladostnik ima starše za prijatelje. Starši ne morejo biti samo prijatelji, starši so mnogo več kot prijatelji. Starševska vloga je pravzaprav skrivnostna vloga. Ne more biti, seveda imamo lahko lepe odnose in tudi kasneje, ko so odrasli otroci, se lahko na drugem nivoju odvije ta odnos, vendar je tukaj nekaj več. Predvsem pa je tukaj pomembno, da naj ne bi pristali na to, da so odrasli otroci v hotelu pri mami brez obveznosti, poudarjam. Lahko smo seveda skupaj, lahko se odločimo, da ostanemo doma, lahko smo tudi več generacij skupaj, ampak z odraslo vlogo, ker je zelo pomembno, da vsak pozna svojo odgovornost, ker vsak ve, kakšna je njegova vloga. No, tu so različna mnenja, kdaj naj otroci odidejo in kako, o tem mogoče kasneje. Je pa res, da pa je prav, da poudarimo, da smo starši velikokrat, pridemo do tega, da smo zaskrbljeni, ne bi radi naredili kaj takega, ker bi se potem zgodila neka napačna vzgoja, če lahko tako rečem. Zanimivo, da po drugi svetovni vojni so knjige pisali pediatri, zdaj jih pa pišejo psihoterapevti. Zanimivo, ne? To pomeni, da veliko se s tem ukvarjamo, veliko smo bolj občutljivi za to. In res je, da smo lahko starši včasih negotovi in res je tudi to, da starši od časa do časa potrebujemo nek normalen posvet, nek človeški nasvet. Veliko je seveda knjig, veliko je dobrega napisanega o tem, ampak je tudi veliko napačnega. In konec koncev je upravičeno, da se včasih ta strah pojavi. In staršem ni treba, da smo popolni. Ni treba, da smo popolni, ampak da priznamo, da imamo na neke dobre lastnosti, imamo pa tudi neke lastnosti, kjer nam ne gre tako dobro, ampak da smo pa prizadevni in dovolj dobri. No, danes sem tudi razmišljala o tem, da je vzgoja, ki se seveda pokaže takrat, ko naj bi otrok, odrasel človek šel po svoje, kot delo z vrtom. Zdaj zaključujemo to delo z vrtom in se sprašujemo, kakšna je pa zdaj letina. Včasih pričakujemo, da bo res zelo slabo, se že vse odvija narobe, potem pa kar nekaj se pa le odvije. Včasih je tako, da rečemo,
To moje delo je kar v mnogih smislih padlo, ni rezultata, ampak lahko naredimo vse po svojih močeh, pa pride suša, pa pride druge razmere, pa se spet ne odvija tako. In nismo starši vsemogočni. Absolutno je pa prav, da damo otroku oporo, obenem pa mu jasno sporočimo, zakaj so neka ravnanja napačna, niso ustrezna. Torej podpora in jasne meje oziroma pričakovanja, ki so potrebne tudi takrat, ko se naše vloge spremenijo. To je zelo zanimivo. Takrat, ko imamo pravzaprav so že druga razmerja. Včasih kar malo zaspimo, pa mislimo, vse imamo tam 10-11-letno punčko, pa vsi že govorijo, se vaše dekle je pa že kar skoraj odrasla, mi pa še kar malo čakamo, si mislimo, kako je lepo, ko imamo 10-11-12-letno punčko. Ali pa pri fantih. Torej, skratka, tudi pri odraslih je potrebno, ko se vloge spremenijo, spregovoriti o teh naših mejah, o teh naših pričakovanjih. In zdaj, če pomislimo, kaj bi rekli, kdaj so lastnosti staršev dobre. Delamo v korist otroka. Mnogokrat slišimo v praksi, pa saj ti samo dobro hočem. Pa saj ti sem dobro hočem. Ampak se jo je treba vprašati, je to res v korist otroka. Mogoče je. Skušamo razumeti otroka. Vzamemo si čas. To je včasih tudi ob tem tempu, se sprašuješ, a je dovolj. Pomagamo, da se bo dobro počutil. Tu je spet neka meja. Kaj je to dobro počutje? Mi smo se pogovarjali, na osnovnih šolah bi bilo dobro, da bi pisalo, otrokom je lepo, ne samo lepo. In ga je treba zaščititi, da mu bo samo lepo. Ampak vemo, da bo se okrepil, opremil za samostojno pot tudi skozi neke preizkušnje. Dobro se bo pa počutil, če mu bomo poskušali dopovedati, kako pomembno je, da vztraja in nekaj doseže, tako kot če pride na vrh neke gore, bil je potreben napor, ampak ko pride, ko doseže ta rezultat, je pa zadovoljen. Ko mu uspe, da prvič sam nekaj speče doma, pa je zadovoljen, ampak je bilo potreben nek napor. Seveda, zato je potrebno, da mu omogočimo, da sodeluje pri nalogah. Smo seveda dosledni v nekih področjih, kjer je zelo pomembno, tudi pri odraslih. Ga seveda pohvalimo, kako pomembno tudi odrasli potrebujemo pohvalo. Že zgodaj mu damo tudi možnost, da se za nekatere stvari tudi sam malo odloča. Tam seveda na začetku, kjer ni prevelike škode, kasneje pa za večje. Se spominjam takrat, ko so naši fantje odraščali, ko sem zaslišala mojega moža, ki je eden od sinov izpostavil neko tako dilemo, kaj želi, pa ni bilo najbolj po najini meri, pa je moj mož rekel, ja, veš, takole, z mojimi izkušnjami, s mojim pogledom, kako jaz gledam na to, bi takole naredil. In je povedal, ampak ti pa premisli in se odloči. Kakšen tuš? Ne morete si misliti, kako je to padlo v pravem trenutku na plodna tla. Aha, jaz se moram odločiti. To je pa nekaj drugega. Če se drugi me kar naprej vozijo sem pa tja in določajo, kako je lažje. No, seveda pri vzgoji je izredno pomembno, da znamo biti tudi radostni, da se znamo s smehom tudi skupaj doživljati skupaj, da pojemo, da doživljamo lepoto, da občutimo skupaj lepe stvari. To so neke sledi, to ostane na duši in to nikoli ni izbrisano. No, ampak seveda tudi odrasli sin ali hči staršem sporočijo, se z njimi dogovorijo, seveda na kakšen način, z nekim občutkom, z empatijo in odločnostjo o novih okoliščinah. Tukaj nas pa včasih kar malo zmanjka, o odločitvah, pri čemer mora prevladati medsebojno spoštovanje.
Ampak prednost koga? Kdo ima tukaj prednost, ko se dogovarjamo? Tukaj smo sami taki, bomo najbrž večinoma rekli, ja, mi ne, saj mi. To je naša vloga, ne, saj mi smo modrejši, mi imamo izkušnje, ampak kdo ima prednost pri tem, ko odhajajo ti mladi ljudje? Tisti šibkejši. Torej, treba je seveda sporočati, postavljati neke meje, ampak se zavedati, da mi imamo že ogromno neke svoje poti, izkušenj in da se zavedamo te rahlosti, da potrebujejo ti mladi ljudje, ko odhajajo, recimo, če se poročijo, še neko zasnovo zakonskega odnosa, zasnovo tega novega odnosa in da smo na nek način tolerantni. Seveda, da postavljamo stvari, jasno izrazimo svoje pričakovanja, iz teh pričakovanj se neka pravila določijo oziroma neke omejitve. In seveda, če nam nekaj res ni všeč, je bistveno boljše, da to povemo, kot pa če rečemo, sem kar tiho. In potem počasi z neko sklonjeno glavo, z enim tako mimiko, z eno slabo voljo hodimo okrog, ne povemo, kakšen pritisk za novega človeka, ki pride k hiši, recimo, ki pride v novo družino, ker ne razume. Boljše je, da s premislekom v primernih okoliščinah jasno izrazimo, kot pa da nič ne rečemo in izvajamo tak pritisk. No, seveda je pa potrebno, da se počasi privadimo vsi skupaj na novo situacijo. Zato je priprava na mestu. Priprava je še kako pomembna. Priprava, ti skupni rituali, da se o tem pogovarjamo, da imamo neka lepa doživetja tudi v zvezi s tem novim. Drugače se bodo, če se ne bomo dogovorili, stvari lahko odvijale popolnoma drugače in bomo zelo zmedeni in razočarani, ker so to različni ljudje, prihaja tudi nov človek. Skratka, mladi naj imajo možnost, da zasnujejo ta nov odnos, starši smo manj pomembni, smo, če je le mogoče, boljše, da smo bolj prekaljeni in lahko malo počakamo, smo v neki razdalji, zraven pa pripravljeni za pogovor, pripravljeni, če želijo kakšen nasvet, ampak če želijo, da ne govorimo preveč. Jaz se spomnim, ko je meni mama, ko sem šla v doma, rekla eno stvar. Je rekla, pravzaprav dve. Je rekla tako, zdaj odhajaš in zdaj mi ne hodi več domov. Še zdaj jo slišim. Kaj mislite, da je mislila, da ne smem na obisk? Kaj je mislila, ne hodi več domov? Ona je hotela reči, spelji svoj zakonski odnos, kar pomeni bori se zanj, ne hodi stokat, da kaj mi ne gre, bori se, loti se tega. Ne hodi in drugo, da mi svetuje, da naj ne govorim možu, saj sem ti že pred 5 leti rekla. To mi je, takrat še nisem razumela, kaj mi je hotela povedati s tem, ampak to je bilo močno sporočilo, kar pomeni sproti se pogovarjaj, ne? Sproti, daj povej, kaj želiš, kaj pričakuješ oziroma kako bi rada, da se oblikujejo stvari. No, tako preprosto, ne čisto preprosto, ampak tako močno. Vse življenje pravzaprav zdaj nosim to s sabo. In mislim, da se borim, ne, da se. No, če nas vprašajo z neko čuječnostjo, ne z blefiranjem, ne s kritiziranjem, ne igrajmo žrtve, kako nam je hudo, zdaj pa imam toliko manj od tega svojega sina, pa svoje hčere, pa zdaj pa ne solimo pameti s tistim, sej ti samo dobro hočem, a veš, ne. Zraven pa v bistvu samo odpor povzročamo, namesto da bi počakali, da pridemo na vrsto, ker sigurno pridemo na vrsto. Mi dva imava zdaj že 4-krat tako izkušnjo. Če se pa zgodi nam, da v navalu jeze, v nekega razočaranja ali jeze, žalosti ali kakorkoli, da izbruhnemo, da nam pridejo
besede, ki jih ne bi potem ponovili, se je pa potrebno upravičiti. In ne upravičiti se samo sinu ali pa hčeri, ampak tudi temu, ki je ženi od sina ali pa možu od svoje hčere. Da mladim ne jemljemo dostojanstva, to je tako pomembno, da jim ne jemljemo dostojanstva, tudi če nam ni všeč vse, kar se odvija. Ker se odvija včasih nerodno, tudi drugače, kot bi mi želeli, ampak neka potrpežljivost in seveda včasih imaš občutek, da nič ne moreš, da ne vplivaš nič, ampak potem se pa spet zgodi, pa se vplivamo, ampak bolj na dolgi rok, včasih pa vplivamo z molitvijo. Torej, da ne rušimo tega počasi, tega začetnega vzpostavljanja zaupanja. Naj premalo pogovora ne pripelje do prikritega nasilja, tudi to bi še rekla. Nujno je, da imajo občutek mladi, da jih podpiramo, da jih nasplošno podpiramo, da nismo proti njim. Skratka, ne igrajmo žrtve. Čeprav je na začetku mogoče res drugače, da lahko tudi nekdo doživlja stisko, da se stvari odvijajo drugače. No, za dober odnos ni pravzaprav recepta, kako zdaj z novimi ljudmi v naši širši družini. No, midva imava 3 snahe in vsaka posebej je, moram reči, da nekaj posebnega. Izredno lepo je z njimi, ko vidiš, kako rastejo, kako se odvijajo tudi ti naši odnosi in postaješ vedno bolj skromen tudi v tem smislu, da res se oglašaš predvsem takrat, kadar je videti, da si to želijo, da ne siliš in jaz sem šele po 3 letih ugotovila pa, se sem jaz tudi tašča. Spomnila sem se, da sem jaz tudi tašča, toliko se piše o taščah, pa kako je tašča problem in tako dalje. In potem sem rekla, najboljše, da povem in sem rekla, spomnila sem se, da sem jaz tudi tašča in pravzaprav glede na to, koliko se odvija v teh odnosih kot pregovorno, da je to problem, dajte mi povedati, kadar bom kaj narobe naredila ali pa kadar vam kaj ne bo všeč, kar midva z Milanom narediva, povejte. Pa so vsi po vrsti rekli ne, pa lepo je, pa se je z vami lepo. No, tudi z Zetom, jaz moram reči, da imamo malo bolj počasen proces, ampak se nam odvija. Tako, da verjamemo, da je vse v redu. No, seveda so pa včasih tudi v kakšnem obdobju določena ravnanja, ki pa se pojavijo drugačna ravnanja. Lahko so tudi škodljiva, rečemo, to pa je škodljivo. Lahko za obe generaciji, včasih šele dolgoročno, počasi ugotoviš, da ni bilo to slabo. Recimo prekinitev odnosov. Prekinitev odnosa boli in velikokrat pripovedujejo ljudje, ko se pogovarjamo, kako je to, kot da se zgrne neka teža, nek strah, kaj zdaj to pomeni, kakšne posledice bojo. Ampak ni rečeno, da je to samo slabo. Včasih je pa to tudi dobro, za določen čas, da se odnos nekako razjasni, da se stvari malo počistijo. To je tako, kot če greš od doma, da greš od doma na potovanje in ko prideš domov, rečeš, kako lepo je pri nas, pa kako lepo je priti domov. Najbrž ste tudi vi večkrat že to doživeli, ampak nekaj podobnega je, ko ti greš stran, rabiš neko razdaljo, neko distanco, potem pa ugotoviš, kako je pravzaprav lepo, če smo povezani. Ni mogoče vnaprej razložiti ali pa uveljaviti eno resnico, kot češ moja resnica je edina, ni rečeno. Ne poznamo, se včasih še sam sebe ne poznaš, ali pa tistega, ki ti je najbližji,
vsi se razvijamo, odvijajo se ti odnosi na razne načine. Ampak vsekakor pustimo mladim, da lahko zadihajo. To je zelo pomembno. Ko se recimo kaj zaplete, se je treba vprašati, kolikšna je pa moja sposobnost vživeti se v drugega človeka. Ta empatija, ki jo v naših odnosih mnogokrat, če na površno pogledamo, tudi primanjkuje. Tudi v teh družinskih razširjenih odnosih včasih primanjkuje, tudi otroci, ki odraščajo, včasih imaš občutek, da se nočejo ukvarjati z starejšimi ali pa, ampak v resnici pa je res, da pa je zaznana ta uživetje, ta sposobnost uživeti se v drugega človeka že pri 1,5-letnem otroku. On začuti, da je nekaj narobe, in tudi hoče popraviti. Potem se pa lahko to kar malo zamre, kar pomeni, če so novi odnosi, če so na nove poti, te spremembe v odnosih, je zelo pomembno, da se poskušaš uživeti v druge. Ne samo, da o sebi razmišljaš, kaj ti želiš, kaj ti pričakuješ. Izogibati se pa potrebno vzorcem obnašanja, kot je psihično kaznovanje, ki sem ga omenila, da izrazito z eno ihto zagrizenostjo, zaprtostjo vase na nek način kaznujem, ne govorim, se meljam v sebi, nič ne rečem, brezbrižnosti, da nam je vseeno, čisto vseeno, to naj ne bi do tega prišlo, tudi če se oddalijo, tudi če naredijo drugačne poteze, nikoli naj ne bi bili brezbrižni, to so vendar naši otroci. In podobno je tudi obratno, mlajša generacija, da se uči tega spoštovanja in to, da tudi če se oddalji, da ostaja na nekem nivoju, ali pa vsiljivosti, da si mi ne jemljemo avtoritete, ki nam več ne pripada. No, seveda, vsak otrok prihaja, to bi še čisto določenim poslanstvom, čisto določenim življenjskim načrtom. Mnogokrat ga prikliče velika ljubezen mame, ata, je sad ljubezni. Včasih prihaja nepričakovano ali kot izjemno božje darilo. Stopi nov človek v te naše odnose. In naj bi ta otrok povezoval, res je enkraten, z določenimi posebnostmi, ki jih potem počasi odkrivamo. In ga v tem lahko spodbujamo. Krasno je, če odkrijemo, v čem se zazna neka posebnost, da mu pomagamo, da v tej smeri tudi sam počasi išče. Pomagamo oblikovati in potem je v odraslosti pač njegova pot. Ni več naša pot, ampak je bistveno bolj on tisti, ki jo ubere. Seveda je pa to odhajanje zelo različno razumemo, kdaj otroci odidejo, samo takrat, ko jih fizično ni, ko odidejo iz gospodinjstva. Otrok pravzaprav odide že z rojstvom iz materinega telesa. To je že prvi odhod. Kaj je naslednji? Odide iz plenic, odide, ko nehamo dojiti, od prsi, ko gre sam na kahlico, ko gre recimo samostojno za mizo in vzame svojo žlico, ko se sam obuje ali pa celo zaveže vezalke, ko gre v vrtec, ko gre v šolo, kakšne spremembe, kako so ljudje zdaj vse posod jih lahko slišimo, kakšna sprememba za družino, kako trpijo starši, ko gre otrok od doma, ko gre za par dni od doma, recimo šola v naravi, razni tečaji ali to, ali ko si izbere čisto svoje prijatelje. Kaj šele, ko si izbere svojega fanta, svoje dekle ali pa moža, ženo. Ampak otroci niso naši otroci. Otroci so pravzaprav samo za določen čas v našem varstvu, da jih v tem smislu spodbudimo, da se opremijo za svojo samostojno pot, v tem smislu svojega poslanstva. In tista primerjava meni velikokrat pride na misel, ko pravimo, mi starši smo lok, ste brali to, otroci so pa puščice, ki mi
damo ta polet in nikoli jih ne bomo dosegli. To je še posebej včasih, kako ne bomo dosegli se, ja, mi smo pa že tako razviti in tako naprej. Ne, oni imajo svojo pot. In starša bi morala biti pravzaprav od samega začetka pripravljena na to odhajanje, da ga ne zavirata v teh njegovih iniciativah, da takrat, ko hoče pomivati posodo, pustimo, da pomiva, če prav je slabo pomito, pa vse po tleh polito, ali pa ko hoče delati piškote, pa je vse potreseno, ali pa ko hoče nekaj sam, pa skratka, da pustimo, da odnese z mizo, da zlaga obleko, da kuha, da praznuje drugje. No, vsako tako osamosvajanje je znak zdravja in nekaj naravnega. Se spominjam naše zakonske skupine, ko smo mi začeli stokati, joj, pa ti naši pubertetniki, pa to je spet, pa kako odgovarjajo, kako se obnašajo, pa kakšne želje se pojavljajo, pa ena velika sprememba, pa se oglasi en par v naši skupini, pa reče, veseli bodite, da imate pubertetnika ali pa pubertetnike. Kako mi čakamo, ali bo končno naš sin postal pubertetnik, ker se je drugače razvijal, ker se je počasneje razvijal, ker ni bil v istem tempu kot naši otroci in kako so oni čakali, ali bodo imeli to srečo, da bodo imeli tudi pubertetnika. Kako so nam odprli oči. A ne? To je tudi vsako obdobje nek znak neke pravega razvoja. Seveda je pa prava umetnina, da znamo primerno, res ravno prav, to je res neka modrost, kaj je ravno prav, pravi meri širiti meje otrokove svobode in zraven se vključevati z nekimi spodbudami, nekimi modrimi, upamo, da imamo vsaj malo modrosti, dodatki o svojih življenjskih izkušnjah. Je pa seveda največ tudi zgled. Kako lepo je, če imajo otroci zgled, če imajo ti odrasli mladi ljudje zgled nekega živega, zdravega zakona, dveh pristnih ljudi, pristnih kristjanov, z nekimi vrednotami, tudi če ni bilo vse prav, kako drugačna popotnica. Kako lepo je, če znamo tudi potem kasneje sporočati, da čeprav nisi vključen v njun odnos, da jih pa podpiraš z neko molitvijo. Postopno, umirjeno, uravnoteženo, zdravo odhajanje otrok v svet samostojnosti je cilj prave vzgoje. In takšen odhod je pravzaprav začetek vračanja otrok v vlogo staršev. Oni se potem. In odrasel otrok s tako popotnico se sigurno vrača tudi v svojo primarno družino. No, sem še nekaj spodbud, morda za kakšno vaše mnenje. Mladi in mlajši dostikrat živijo v prepričanju, da bodo spremenili svet. Zato strogo presojajo svoje starše. Kje je prava mera idealizma in kje je spoznanje, da so starši živeli v drugačnih časih, časih zelo težkih, še starejši. In potem vprašanje, kaj je starokopitnost, zastarelost, ko včasih pri 16 se to kar tako pojavi, kaj je tisto, kaj bi pa z vsem srcem, mi vsi skupaj, z vso dušo morali skrbeti, da ne bi izginilo. Naprimer, zakrament zakona. Starejši smo, bolj se oziramo nazaj in marsikdaj priznamo, da sta imela moj oče in mama prav. Včasih so kakšne besede, ki spremljajo odrasli dobi, potem so zelo močne, čeprav takrat najprej niso imele neke teže. To je znano tisti 6-16, 26, 36, kako gledam, ko pri 16 nimajo nič prav, pri 26 mogoče ima pa moj oče kaj prav v tem. 36 pa kako rad bi se z njim posvetoval. Ali lahko med vlogami, med vsemi generacijami potegnemo neke povezave, nek most,
da drugega bogatimo. Šele skupaj smo neka celota. Širše sorodstvo je pravzaprav zelo dragoceno. Včasih pravijo, kako je težko s sorodniki, ampak hudo je, če nimaš sorodnika. Danes sem se srečala z eno gospo, ki pravzaprav nima sorodnikov, čeprav je edinka in kako si je želela vsa obdobja v svojem življenju v sorodstvo. Kako pomembno je, da si pripovedujemo zgodbe. Midva ugotavljava, da zdaj pričakujemo 10. vnuka, kako ti otroci poslušajo, dej, dedi, povej, kako je bilo, ko si bil ti otrok, dej, babi, pripoveduj. Kako to povezuje, ko jih poslušamo. Jaz v enem obdobju nisem preveč rada poslušala, ker je kar naprej eno in isto pripovedovala mama od mojega moža, ampak kasneje sem znala to dragoceno sporočila umestiti v moje življenje in je bilo dragoceno. No, odrasli otroci so samostojna bitja, starši naj vedo, da po poroki svojih otrok prenehajo biti prvi. Prvi ostanemo v svojem zakonu, v svojem temeljni družini, oni pa naj imajo možnost, da rastejo drugje, mi rastemo tu. Tukaj je tudi dilema, naj mladi par živi z starši ali naj gre posebej. Midva glede na najino izkušnjo, ki imava sicer zelo dragoceno izkušnjo, ki naj jo je sigurno obogatila, ni bila vedno enostavna, ampak jo znava ceniti, ampak sva svojim otrokom svetovala, da če je možnost, da naj začnejo na svoje. No, najmlajši sin je začel tako, da je v isti hiši kot midva začel z posebnim vhodom, kjer smo se tudi, to je bilo zanimivo, dogovarjali, kako bomo zdaj funkcionirali. To je bilo zelo zanimivo. Da ne smeva midva kar priti, ampak je treba ali pozvoniti, ali se dogovoriti, ali po internem telefonu, ali pa pozvoniti, zvonec. To je bilo na začetku. Ampak če pa pomisliš na nek začetek nekega odnosa, je pa to spoštovanje. Je pa to zelo pomembno, da znamo to izpostaviti. No, včasih se nam zgodi, kot psihoterapevt včasih srečam res ljudi, ki so izrazito pod pritiskom tega občutka nesprejetosti, da jih je strah, da so zavrnjeni, da jih ne upoštevajo, družina hrepenijo po ljubezni, ampak se vedno bolj umikajo, ker tudi sami sebe gledajo, kot da niso dovolj dobri, da pravzaprav ne znajo prinesti neke kvalitete. Kako pomembno je, da znamo zaznati v svojem okolju tudi te samotne ljudi, da znamo kot neka druga generacija prepoznati tudi stiske drugih, da ne vemo točno, zakaj človek lahko postane odtujen. Veliko je razlogov, mnogo je zgodb in nekaterih se vendarle dotaknemo. In čestitam, če se znate dotakniti tudi vi zgodbe drugih, ne samo svoje družine. Ker naši mladi, ki odhajajo v svet, bodo imeli več podlage, če bodo ugotovili, da nam ni vseeno tudi za druge ljudi. Ne, da smo neka zaprta družinska struktura, ki ne vidimo drugih. Ampak moja človečnost je sigurno prepletena z sočlovekom, vsi skupaj smo lahko ljudje. Pravimo, da se samo skozi drugega lahko zveličamo, da lahko skozi bližnjega izpolnimo svoje poslanstvo. In lepo je, če smo se odločili za to, da znamo slediti tudi tistim, ki nas poskušajo najprej posnemati, smo jim zelo pomembni, kasneje nas kritizirajo, potem se počasi spet zbližujemo in potem skupaj odkrivamo neko veliko vrednost, da se imamo. Moja zgodba pa vsekakor ni zgodba mladega para.
nova je. Ne vsiljujemo se, počakamo, poslušamo, opazujemo in pomagamo, ko to želijo.